V najstarejšem rudarskem mestu v Sloveniji, Idriji, so več kot pol tisočletja dan za dnem doneli udarci kladiv in rudniških strojev. Drugi največji rudnik živega srebra na svetu je Idriji pomagal, da se je razcvetela na področju tehnike, znanosti, trgovine in kulture. Idrijski rudarji so v nekaj stoletjih v 15 obzorjih vse do globin 380 metrov pod zemljo izkopali več kot 700 km rovov ter pridobili skoraj 150 tisoč ton živega srebra. Najstarejši ohranjen vhod v rudnik so poimenovali po svetniku Antonu Padovanskemu, ki je veljal za jamskega zavetnika in zaščitnika pred nesrečami. Tako je rudarska dediščina leta 2012 pridobila Unescovo zaščito. Skozi rov so kronološko prikazane naprave, oprema, način rudarjenja, ki se vse do konca rova tehnično nadgrajujejo. V stranskih rovih si lahko ogledamo prikaze rudarjenja takratnih rudarjev, njihovih pripomočkov in naprav. Rudo so z rudniškimi vozički presipali in vozili vse do topilnice živega srebra. Topilniške naprave idrijskega rudnika so bile vse do prve svetovne vojne med najsodobnejšimi na svetu. Vse do tedaj je Idrija imela vodilno vlogo pri izpopolnjevanju tehnološkega procesa. V Idriji so se izobraževali znanstveniki iz celotne Evrope in skupaj z idrijskimi inženirji razvijali nove naprave. Družine rudarjev so bile naseljene v rudarskih hišah. Ena izmed njih, še vedno ohranjena nedaleč stran od rudnika, je hiša Prkos. Njena oblika odraža delavski značaj Idrije, saj je vkopana v pobočje, njene značilnosti pa so visoka lesena gradnja, strmo leseno streho in prizidki. Ker so delo v rudniku lahko opravljali samo moški, so žene skrbele za gospodinjstvo in razvijale ročne spretnosti. Tako poleg zgodovine živega srebra, mesto na Unescovem seznamu kulturne dediščine zaseda tudi klekljanje na Slovenskem, med njimi tudi idrijska čipka, in sicer od leta 2018. Križanje in sukanje na lesene klekeljne navitih niti in oblikovanje vzorca potrebuje veliko znanja. Klekljarice svoje spretnosti še danes izpopolnjujejo v čipkarski šoli Idrija, ki je najstarejša svetovna čipkarska šola. Tam si lahko ogledamo tudi razstavo čipk. Prav tako pa so čipke razstavljene tudi na Idrijskem gradu. Dediščina čipk in veščine klekljanja se ne zadržujejo le v Idriji, ampak se širijo vse do Škofje Loke. Najbolj pa je zaznamuje besedilo škofjeloškega pasijona, ki ga je leta 1721 v škofjeloškem kapucinskem samostanu zapisal pater Peter Romuald Marušič. Ohranjeno rokopisno besedilo je sestavljeno iz 863 rimanih verzov. Samo besedilo opisuje spokorno procesijo Velikega petka. Ena izmed glavnih nalog bratov kapucinov je varovanje izvirnika škofjeloškega pasijona. Ravno ta izvirnik je 1. decembra leta 2016 pridobil Unescovo zaščito. Zapisal se je na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine, saj velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Nosilci in izvajalci pasijonske procesije so prebivalci Škofje Loke in Selške ter Poljanske doline. Več o škofjeloškem pasijonu si lahko ogledamo v muzeju, ki se nahaja na Škofjeloškem gradu ter v kapucinski knjižnici Kapucinskega samostana. Razstava je v tem času zelo obiskana, saj leto 2021 predstavlja 300-letnico nastanka besedila pasijona. Zadnje Unesco zgodovinsko mesto Slovenije je Ptuj, ki je razpeto med vinorodnimi griči in reko Dravo. Ptujski grad stoji nad mestom in gleda na ulice, na katerih se v času od Svečnice do Pepelnice odvija eden najbolj znanih karnevalov na svetu, kurentovanje. Obhodi kurentov so po škofjeloškem pasijonu druga enota slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je bila leta 2017 vpisana na Unescov seznam. Obhodi kurentov spadajo med slovenske pustne šege. Lik kurenta je najbolj množičen in tradicionalen prepoznavni pustni lik, ki se na Ptuju in v okoliških vaseh pojavlja že zelo dolgo časa. Njegov izvor je še vedno zavit v tančico skrivnosti in ni čisto pojasnjen. Kostum kurenta oziroma kurentija je sestavljena iz ovčje kože z ročno narejeno in poslikano usnjeno masko,
fižolovega nasmeha, sirkovih brkov, kovinskih zvoncev, črnih čevljev, gosjih in pavjih peres in okrasnih trakov, ki naj bi naznanjali prihod pomladi. Včasih so bile kurentije narejene doma iz materialov, ki so bili pri roki na domačiji. Današnja kurentija ima daljšo dlako, je narejena po meri in nastane v eni od delavnic z dolgo tradicijo v okolici Ptuja. Poleg kurentov pa pustne povorke na Ptujskem spremlja še množica drugih tradicionalnih pustnih likov in mask. Do sedaj Unescov seznam kulturne dediščine krasijo 4 slovenske kulturne znamenitosti, kar nam je lahko v zelo velik ponos.